24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav udeleženk Eurobasketa 2013. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhinji za najboljše. Pozdravljeni v Kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas predstavljali eno zelo lepo deželo. Sicer zelo znano po glasbeni skupini ABBA in pa po liku Pike Nogavičke. Har du sett min apa, min söta fina lilla apa? Har du sett herr Nilsson, för han heter faktiskt så? Här kommer Pippi Långstrump, tjolahopp, tjolahej, tjolahoppsan så. Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag. Hej, Uroš. Živijo Pika. Hej, Milita. Milita. Kadar nisem Pika, sem Milita. Ampak kaj te lahko vsem kličem Pika Nogavičke? Lahko. Super. Ja. Danes je ena prav posebna oddaja. Namreč ti si Slovenka, ki te je pot pa zanesla na Švedsko in ti boš v bistvu danes nam povedala, kaj te je sploh odnesla na Švedsko. Na Švedsko sem šla, ker sem našla enega Šveda, enkrat, ker sem zamudila en vlak, en avtobus in potem sva se spoznala in potem je bil vztrajen. Boš povedala, kaj si za nas pripravila, kaj bomo midva kuhala, v bistvu kaj bom jaz danes tebe asistiral? Eno zelo tako znano švedsko jed, köttbullar, pa eno zelo dobro zame, najboljše na švedskem, semlor, to je pa namesto, kot pri nas krof imajo Švedi za pusta semlor. Za semlor potrebujemo 300 g moke, 200 g brusnične marmelade, 100 g marcipana, 1,3 dl mleka, 2 dl sladke smetane za stepanje, 1 jajce, 1 žlico sladkorja, 1 vrečko suhega kvasa, 1 čajno žličko kardamoma in ščep soli. Recept najdete na ave.si. Boš kar povedala, kaj lahko pomagam pripraviti? Ok, ficko bo tlema. Testo sem videl, da si že zamesila za semlje. Naj povemo, da je testo zelo podobno kot za naše buhteljne. S tem, da smo dodali noter pol žličke kardamoma. In sicer mi smo uporabili tega mletega, ampak Pika je prinesla prav za nas kardamom, ki je še v zrnu. Ful podišin je ful aromatičen, res. No, naša Pika to je. Tudi ficko. Tudi ficko je. Ne zdaj, na dieti. Boš probal? Ne, hvala. Okay. Zdaj, kaj bomo mi z tega testa naredila? Rekla se bomo kar oblikovala take male žemeljce in potem bomo dala to peč. Torej sladko testo, kvašno testo in naredimo ene take lepe. Dobro. Koliko boš ti velike naredila, te žemeljce sladke? Jaz bi takole, glej. Tokle, tale premehna? Ja, te je malo premehna. In to bova dala potem peč za približno 15-20 minut, da se bo lepo spekel, fajn lepo naraste. In potem kaj narediva? To bomo odrezala, pa nadevala en tak podoben princip, kot so naše princeske. Ful dobro. Lahko nam peč? Ja, seveda. Okay. Boš ti kar meso, köttbullar. Torej, ali je govejo, ali je mešano, veš? Mi da so dala mleto mešano zdaj. Šet pomeni meso, bullar so se pravi majhne kroglice. Torej, to, kar smo dali v pečico, so tudi neke vrste bullar, ne neke vrste. To pa šet bullar z mesom in zelo simpel. Meso, začimbe, čebula, naredimo kroglice, spečemo in to je to. Za köttbullar potrebujemo 500 g mletega mešanega mesa, 3 večje čebule, 300 g kratkih testenin, 1 dl olja, 1 žlico moke, sol in poper. Recept najdete na ave.si. Kaj rabiš? Rabiš sol, rabiš poper, čebulo imaš, še kaj začimb? Ne, pravzaprav ne. To je čisto simpel. Ne uporabljate nobenih začimb na švedskem? Lahko seveda veliko začimb, ampak ne v köttbullar. Köttbullar so tako stari, taka stara jed že, da tisto, kar so imeli ljudje doma, so dali noter. Presenečen sem bil, ko si mi rekla za semlje, da se uporablja kardamom. Ker ni tipična evropska začimba. Kje so jo Švedi najdeli? Na Švedi imajo ful teh začimb, da si hrano naredijo malo bolj zanimivo, ker če ne,
Ja, ful je začimb v hrani, ampak ne pa pretirano. Razumeš, gor ne raste niti mogoče nobena ta začimba naša, ne žajbelj, ne tako, ampak švedi so zelo aktivni in veliko stvari pripeljajo z drugega konca sveta. Ampak še bolj so tradicionalni švedski, to je ta essential, less is more. Aha, malo super, in dobro. Bravo. Ne? Tako. Pa to tukaj, tako po okusu, vsaka, tako pravijo, mamine šetpuller, ne? Vsaka mama ima svoj recept, ene daje še noter drobtine, ene daje še noter kakšno kruh pa mleko, recimo, ne? Se pravi, kruh se užame, pa se da noter, da so potem bolj mehki, bolj, ne vem, bolj puhasti. Najbolj pomembno pa je, da se jih zapeče in da so dobri, pečeni. Nekaj sem videl, prej si mi prinesla. Klobaso, ampak smo ugotovili, da je marmelada noter. Švedi so znani po brusničnih marmeladah. Tudi pil sem enkrat brusnični liker, fenomenalen. Ampak vem pa tudi, da pri vsaki stvari oni radi jejo te marmelado iz brusnic. Eto to? Veš kaj, v gozdu je brusnic, koliko hočeš, in brusnice so zelo zdrave. Naprimer, brusnično marmelado ti pravzaprav ne rabiš, lahko jo tudi samo surovo zmešaš. Ima nekaj notri brusnica, ki je konzervans. Torej ti pravzaprav ne rabiš konzervirati brusnice. Brusnica je zdrava za mehur, mogoče veš, ti si sicer moški, ampak ženski, ki živimo tam, ki je hladno, imamo včasih probleme z mehurjem. Tako da brusnica premalo brusnic jejo. Brusnica je zdrava in Švedi jo imajo na pretek, zato jo uporabljajo k vsaki hrani, torej k glavnemu se jejo brusnice zraven. K divjačini sploh, pazi, sicer pa k šetpuller, karkoli daš na krogu. Kribinek, v kmesu pa ja, prav? Probala ne bom, ker verjamem. Čeprav pa Švedi imajo ponavadi v receptih vedno, ali se naredi velika žlica začimbe, majhna žlica začimbe, začimbna žlica začimbe. Švedi zelo radi kuhajo, tako da imajo vse pošlihtano, ne? Imamo celo merice take, deciliter, pol decilitra, velika žlica, mala žlica. To je ameriška varianta. Ja, super, tako da ne moreš zgrešiti. Boš rolal? Če hočeš, lahko oba dva rolava. Takole. Ker je tako fajn masa, ne rabimo niti roke zmočiti, ker se tako nič ne prime, gled, ko so lepi. Lej, a niso? A toliko mehne bova delala? Ja, ti bi večje, lahko tudi večje. Meni je v redu. Dej, lahko večje. Dej mi povej nekaj, me zanima par stvari o kulinariki na Švedskem. Ko pri vas poteka, recimo, bomo rekli, ena večerja ali pa eno kosilo družinsko? Kako se ga lotite, kaj je prva stvar, s čim začnete, kaj se najbolj pogosteje pojavlja na krožnikih. Ena izmed stvari smo že ugotovila, da so tele kotbulari. Šetpuller. Šetpuller se jejo vedno. Lahko se jejo topli, lahko se jejo z mikrovalovke, lahko se pa jejo tudi, ko bomo jih pol spekli, ko so hladni, se jih nareže, se da na pol, pa se da gor na kruh, ne? A ješ, lahko imaš kot sendvič to, ne? To je potem vedno lahko v hladilniku. In ljudje ponavadi jejo to z solato, z rdeče pese. Juhe, jeste juhe? Ne, žal, jaz bi tako jedla juhe. Juha se je samo ob četrtkih. In sicer se imenuje etšopa in je narejena iz rumenega graha. In se je vsak četrtek, sploh pa po zimi. Se pravi, namočiš rumen grah, potem lahko daš zraven slanino, seveda začiniš čebulo. In potem je to taka gosta juha. In po juhi se potem, juha se je z zenfom. Zenf daš gor, to je taka, ko pri nas, ne vem, vojaki jejo ponavadi, ne, vsi vejo. Pri nas, če si bil v vojski, si jedel ta, kaže. Pasulj? Pasulj. Švedi pa jejo to etšopa. Dobro, ful dobro, več, ko narediš, boljša je. In potem pa ješ palačinke. To vsak četrtek. Aha, se pravi, juhe pri vas pri kosilu ni? Ne, žal, jaz bi tako včasih juho, pa ni. Kaj pa je potem, recimo, kaj se največ pojavlja pri kosilu? Zdaj, se veš, ko si v službi ješ, ne, v restauraciji, imaš eno uro časa, greš v restauracijo in ješ lahko husmanskost, kar pomeni domačo hrano, ne, bi se reklo. In potem ješ tradicionalno švedsko hrano, lahko tudi neke vrste obaro, ne, lahko neke drugačne vrste mesa, ki se na drugačen način pripravlja, ne. Hujamanspef je govedina skupaj s krompirjem, kot tudi ena ni juha, ampak je ena gosta golaž, na primer. Lahko ješ
Mleto meso na različne načine, se pravi, lahko sploščeno kot Hamburger, pleskavica v bistvu. ali Lindström, če si bolj fin, ješ Wallenbergerje. To je kaj? To je pa telečje meso, pa smetana, pa zelo fino, čistko malo spečeno, da je še roza noter. Se pravi, smetana in teletna, zelo dobro. Pridružite se Urošu in gostom v kuhinji za najboljše. Tole bomo zdaj kar popekla. Ja. A lahko jaz? Lahko. Ok. Jaz bom nadzirala. Ti boš nadzirala. Še vedno sva Pri hrani. pri hrani. Tam, so že vedno. Ful ti bom pomembno stvar povedala. No, povej. Se pravi, tradicionalno se taki šatpoleri pečejo v jiltjen, špana, v železni posodi. Železni ponvi, ja. Ker železna ponev je tista, ki da potem okus in seveda pravijo železo tudi v šatpoler, ker se pravi železo izloči iz ponve in da na meso. In to je ta ponev, ki je kot vuk, jo ne pereš s pralnim sredstvom, ampak jo samo splahneš, pa malo podrsaš. Ampak mi bomo danes v tej, imamo pa to tle, ki je skoraj. Bomo potem noter dala, Ja. ne, pa jo dala še v pečico malo, ne? Ok. Bomo kaj z vinom? Ne. Vino je drago na Švedskem, se hecaš, kakšno, to je potrata. Come on. A veš, da mi imamo vino samo v posebnih trgovinah? A res? Ja, seveda. Ne moreš kupiti v trgovini navadni vino. A ja, to je pa prav, imate liquor store. Ja. Švedi se lovite po eni vrsti piškotov. Katerih? Ja, jättegoda. Pepparkakor. Po slovensko? Popravi keksi, Ja. kar je not cimet, kardamom, ingver, pa nageljnove žbice oziroma mogoče ni kardamoma. Meni je všeč, zato ga dam vse posod noter. Zelo so podobni tem danskim spekulatis. Ja, spekulas. Spekulas, ja. Spekulas nizozemski. Tam, danska, nizozemska, tam, isti tam, okus imajo. Tako da cimet, začimbe, ko je mrzlo, ko je temno, rabiš eno poživilo. Mislim, da Švedi spijejo največ kave, poleg Fincev v Evropi, pa rabiš nekaj sladkega zraven. Wow! To niso Italijani, Kaj je to? da največ kave spijejo. Ne, po mojem kavi Italijani pijejo ono. Aha, vi pijete v... Pri nas pijemo po tor, se pravi, vzameš eno kavo, pa za tisto ceno dobiš še eno. Greš iskat še enkrat. Aha, Po tor. Repete, čiste repete. na kavo. Malo presenečen sem zaradi tole, ne vem kaj ne rečem. Jaz sem vedno mislil, da Italijani spijejo največ kave, ampak količinsko, ne pa volumsko. Evo, takole bomo naredila. Ne bomo žgala, brisala. Pa greva jovo na novo. Tole bo pa. Kaj praviš, Pika? Pika! Šatpoler. Šatpoler. In je unem. Ok. Pridružite se Urošu in gostom v kuhinji za najboljše. Zraven bova naredila stuvade makaroner. Se pravi, makarone bova dala v mleko kuhati. To je zgostila. zame nekaj novega. Ja. Pa si rekla, kaj si rekla, moko, da bo dala v mleko, da bo rata lahko. bolj gosta. Ja, seveda, malo naredimo gosta. Če se makaroni naredijo tudi brez moke, je super. Ampak V redu? Ti si šefica. veš ono na belo, ne? Ja. Ja. To je tako kot namesto pire krompirja, veš, da je malo bolj kremasto, ne? Da lahko. Pa jaz bi dala noč še malo oreščka. Muškata? Evo, še Makaroni so testenine. najboljša hrana za družine z majhnimi otroki, ko je zelo hitro. Tako, dovolj. Boš posolila? Lahko ti tudi. Lahko. Z veseljem. Ne vem, kako imate vi kaj radi suhomesnate izdelke, kako ste vi kaj na Švedskem domači s tem? Imate? Se pravi, divjačino se lahko. Drugega ni. Ja, ne. Zdaj imamo tujo hrano, vse to, kar prije iz Italije, pa Španije, pa
Bom ti dal za poskusiti našo vinsko šunko. Bo poskusila. Ni sicer divjačina, ampak je udomačena divjačina. Okay. Svinja, ja. Kralj živali. Je pa to šunka, prej ste rekli, da je pri vas vino zelo drago. Mislim, drago. Lej, mi šunko v njemu mariniramo. Dobro. Tako da, lej, to je tudi nekaj novega zate. Okay. V belem. Ja, seveda. Si ti prižgal štedilnik, si ja? Sem. Ne, pa sej, pri nas tudi se da vino, samo vino vendar ni, a veš, ni tako, da bi imel vinograd doma, pa da bi ga mogel spiti. Pri nas ga je dovolj, veš? Ga imaš 300 litrov. Evo. Sva rekla, bova dala... Malček, da spustiva. Kar stres. Taram! Tako, ja. Lej, zdaj greva pa midva tole šunko Zdaj ne pa to probat. zvijemo, pa damo tako. Švedi so super, kar se tega tiče. Ekološki. Ja, super. Osveščeni. Super. Bom probala. Ja, lahko, boš ti? Kar Ja? bo kozarec Lahko? vina zraven. Ja, jaz bi. Bi? Ja, Bi? ja. A pa Pika lahko pije? Ja, Pika lahko, je ker ne mlada. vozim. Jaz imam konja, a veš, horse. Prav, da konj pripelje domov. Ja. V redu. Ja. Sauvignon ponudil. Super. V redu. Mislim, da se zraven te šunke poda. Je hladno. Je. Mora biti. Dobro. Makaroni so vroči in vino je hladno. Neč, lej. Poskusi šunko, boš zdan košček kruha, se ga boš kar utrgala. Ne bom pošparala. Je dobra, ne? Se Imam tudi po vinu. To je se čuti dobro. okus vina. Tako da bi v bistvu brez da ga sploh pijeva, se ga Ja. jeva. Dobro. No, jaz bi vseeno probala vino tudi. Skål! Skål, tam je fan. Pridružite se Urošu in gostom v kuhinji za najboljše. Vzamemo eno lepo semlo, V redu? poli pa odrežemo klobuček. Prav? Odvisno, lahko bi tudi manj odrezala, ne? Prav? In potem malo izdobiš ven, ne? Da je prostor za marcipan, za tisti, če mi daš en... A bo kar takole? Aha, super. Lej, lahko si pomagaš tudi žličko. Ampak ni nujno. Potem pa malo mleka. Dala sem. Lahko pa povem, da se kardamom ful čuti. Ja? Mi je všeč, ja. Von sam, Meni je ful dobro začimba. škaj, jaz mislim, da glede na to, da to kul dobro izgleda, Dost, pa ne a jih bova naredila malo več, veš. Aha, okej. Mislim, da bojo vse, da jih bova prodala. Več bat. Pa ja, Okay. Bova ga kar pospravila. makarone. Gafel. Aha, vilca. Gafel. Švedska mi je tako zelo zanimiva, kar se tiče jezika. Zelo nerazumljiv jezik. Ne, ful je simpel slovnica. Pa vsi se tikamo, Ja, to je... razen kraljev nikamo. Vse stikamo, vse stale. Tudi profesore pa zdravnike v bolnicah. Vsi smo na ti. Kralj je pa njegovo veličanstvo. Ja. Zdaj pa jaz eno vprašanje še zatem. Še malo mleka lahko. Pri nas v Sloveniji imamo zdaj Evropsko prvenstvo v košarki. Ja, to! Tudi viš, jaz bi prej hotela žogo vzeti. No, zato jo imam tukaj. Švedska reprezentanca. Tako, meni osebno zelo neznanka. Meni tudi. Ker v bistvu praktično ne poznam nobenega, da bi recimo v našem slovenskem klubu igral. Tako da tudi realno ne vem, kakšen je njen domet. Ti kaj več veš? Strokovno vprašanje. Jaz sem mislila, da bom kuhala danes. Glej, Švedi so znani kot tenis, kot smučanje, kot... Hokej? Ja, seveda. Tako malo eksotično, ne, se sliš košarka na Švedskem. Ne, ampak ni pač nacionalen šport, glej. Boš navijala za njih? Ma seveda bom. No, super. Jaz navijam za oboje, za Slovence in za... Mislim, kateremkoli športu. Kaj pa če bomo v finalu skupaj? Super. Super. Zmaga najboljši. Polnika so najbolj lušni. Tako, no, to. Jaz sem že naredil sladko smetano.
Zdaj pa smo bojo. že. Zdaj pa so. So že? No, potem ja. gre pa kar na stran. Da upijejo tole vodo, pa je to. Mleko. Mleko, ja, lej, ki sem navajen. Mlek. Jaz sem vedno Mlek. navajen, da tole kuhava v vodi, ne v mleku. Mlek. Okay. Meni je zelo dobro, če daš v smetano vaniljo. V ta marcipan, recimo, lahko daš tudi malo tistega grenkega mandlja notri, da dobiš ta okus mal. Ne? Ja, mi da bova samo takole. Jaz spomnim, lahko, Lahko. šefe. Kar. Evo. Torej, marcipanova masa, Evo. takole. In zdaj, ljudje so različni, eni imajo radi ful te mase notri, eni ne marajo, eni imajo radi veliko smetane, eni ne. To je tako kot pri vseh stvareh. Slišal sem eno zelo lepo zgodbo od teh semle. Ja. Je ena taka, v bistvu, ne žalostna, ne srečna, ampak nekaj vmes je, ne? Ne. Če kupiš semle v trgovini, je na vrečki napisana zgodbica o sladkosnednem kralju, ki je ženil svojo hčero in je rekel, da jo bo dal tistemu snubcu, ki bo naredil najboljši desert. In potem je bil en mlinarjev sin, ki je rekel, bom pa jaz eno sladko žemljo naredil in da bo še super dobro, bom dal še not marcipan in smetano, najboljše, in seveda je dobil princesko. Sprav je vesela zgodba. Semla, ja, seveda. Pol pa klobuk gor, zdaj nismo vedeli, kateri je bil kateri, ampak dobro. Je taka zanimiva zadeva tole. Mene ful spominja na princeske, takole se malo igrava. Evo. To lahko jejo otroci, Pazi. stari ljudje, mladi ljudje, vsi, to je za vse. Tadam! Tadam, kar potres. Ja. Jaz bom dal. Malo dekoracije, ko na krofe smo rekli, da je to podobno krofom. In lingonsilt, ja, je tegot. To bova kar zraven dala. Tukaj, ja, seveda. Ja, nisi pravim, če imaš omako, če imaš veš, Ne, kečap. Otroci imajo radi, no? Glej, tako to lepo. Bova samo na hitro še predstavila, kaj sva naredila. Preden bo poskusila. Ja, predvsem ja to. Vi två har idag lagat mat. Köttbullar efter din recept, torej köttbullar på tvojem receptu. Takole. Potem stuvene makaroni kuhani v bešamelu, da so malo bolj sočni. In potem pa lingonsilt. Sladica? Sladica semlur, tašni dobri, polnjeni z marcipanom, z smetano. Glej, taki fenomenalni izgledajo. Dobri. Pika, Ficko, Herr Nilsson. Herr Nilsson. Jaz se bi vama zahvalil, ker sta mi na en lep, tak zanimiv način orisala Švedsko. Predvsem sta mi pa zelo, zelo polepšala dan. Okay, Tako da, hvala vama za obisk, predvsem pa, ja, še nekaj nama ostane. Kako bova našim gostom rekla dober tek po švedsko? Smaklig måltid. Smaklig måltid. Pa rečejo vašegoda, izvolite pravzaprav. Zelo redko rečejo dober tek, rečejo vašegoda, izvolite. Vašegoda. Vašegoda. Torej, dragi gledalci, vašegoda. Vašegoda, tak se mycket. Dober tek. 24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav udeleženk Eurobasketa 2013. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhinji za najboljše.